Lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na razstavi Algorizmi, na kateri se tokrat predstavljajo študentje kar treh fakultet. Fakultete za računalništvo in informatiko, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in Fakultete za elektrotehniko. Morda je v našem prostoru tovrstno povezovanje različnih področij nenavadno, ker smo navajeni na bolj zabetonirane meje različnih umetniških in drugih polij, vendar je pravzaprav takšno povezovanje, tovrstna hibridnost v sami osnovi tega, kar razumemo kot zgodovino umetnosti. Spomniti se moramo namreč, da so veliki umetniki preteklosti bili obenem tudi pomembni, če ne inovatorji, potem vsaj eksperimentatorji tudi na področju znanosti. In pravzaprav v svetu, v katerem tehnologija in njen bliskovit razvoj narekuje vsakič znova tudi prevrednotenje tega, kar razumemo kot meje človeškosti, se nam zdi to vrstno povezovanje in brisanje meje med področji še toliko bolj pomembno. Razstava Algorizmi pravzaprav vzpostavlja eno takšno področje medsebojnega oplajanja med različnih področji, in sicer prek vprašanj oblikovanja, vizualnega oblikovanja, računalniškega vida in umetne inteligence. Pravzaprav je v središču večine predstavljenih projektov vprašanje obnašanja oziroma statusa slikovne podobe v tem hibridnem človeško-algoritmičnem svetu. Projekti pravzaprav nekako zajemajo široko področje od nekih vmesnikov za obdelovanje velikih slikovnih zbirk do pravzaprav ustvarjanja povezav med virtualnim in dejanskim muzejem prek nekih participativnih platform, poučnih računalniških iger in fotogramerično razširjene virtualnosti. Iz tega sklopa projektov izstopata pravzaprav dva. Eden je projekt Pesmomat, ki bo razstavljen na posebnem obrazstavnem dogodku, druga je posebna glasbena klop, ki jo bo tokrat predstavila ena izmed avtoric, Tajda Škrabo. Tole je projekt, ki sva ga ustvarili z mojo prijateljico in kolegico Špelo iz ALUO. Jaz sem poskrbela bolj za tehnični del, ona bolj za umetniški del projekta. Skupaj sva združili moči, da sva ustvarili tole glasbeno klop, ki ob dotiku valjev oziroma konduktivne barve sproži signal, ki predvaja zvok in pa prižge luči na obročih. Gre za posebno konduktivno barvo, ki je povezana na mikrokontrolerje pod klopjo. Te pošiljajo signal na MIDI kontroler in pa komunicirajo z drugimi mikrokontrolerji, ki so razporejeni po obročih in so zadolženi za prižiganje luči. Glavna ideja projekta je v bistvu nek interaktiven, kreativen počitek. Klop je namenjena torej eni ali dvema osebama, da skupaj zaigrata na tone, ki se razpenjajo čez 2 oktavi in se tako zabavata.